Nočna dela na primorski avtocesti v dolini se medtem nadaljujejo tudi na delovišču pri Pivki, kjer zaradi dotrajnosti prejšnjega delavci postavljajo nov most. Tega bodo prav po zaslugi nočnega dela postavili približno 3 tedne pred predvidenim rokom, tako napoveduje izvajalec del. Kako pa so se na nove izmene navadili delavci? Danica Jovanovič. Kljub pozni uri so na primorski avtocesti včeraj zvečer brneli delovni stroji. V naši družbi smo zadolženi za izgradnjo tega mostu čez Pivko. Most čez Pivko se nahaja na avtocestnem odseku Postojna Razrto. Z deli so začeli sredi marca, z njimi bodo zaključili predvidoma čez mesec dni. Časovnico bodo pospešila nočna dela, je prepričan izvajalec. Bomo z temi deli sigurno skrajšali vsaj za 2 do 3 tedne pogodbeni rok. Zaposleni sicer za nočno delo prejmejo 40% več plače kot pri običajni delovni izmeni. Vedno zmeraj je na koncu naročniki to plače, vse naročnik bo imel pa druge ugodnosti, vse objekti bodo oziroma trasa bo prekončana, sprostili se bojo prometi, prevozniki bojo imeli manj, država bo imela manj stroškov. A kako nočno delo kljub dodatkom sprejemajo delavci? A bi rekli, da je težje delati po noči kot čez dan? Ker se temperatur tiče, je lažje delati po noč. Bistveno bolje je delati po noč, ampak take pač časovana dela. Kot je na primer? Recimo betonaža je pač manj zahtevna, pač, ker so bolj varna dela in ker armatura se ne more vezati po noč. Najpomembnejši element nočnega dela je zagotavljanje varnosti. Gradbišča morajo biti ustrezno osvetljena, ljudje pa primerno opremljeni in v dobrem zdravstvenem stanju.